Spoštovane in spoštovani, dober večer in prav lepo pozdravljeni v tem novem ambientu, kjer se družimo z nebom, ki je pravzaprav najlepša katedrala sveta. In zvokom narave, petjem ptic in seveda z eno, edino, našo drago in dragoceno Tjaši Artnik Knibe Sarabraj. En velik aplavz, da si znova z nami. Znova smo se zbrali tukaj na nekako pesniško, duhovnem ali literarno, duhovnem snidenju in druženju, kakor vsako leto. Moramo priznati, da komaj čakamo tukaj na Matici, da vsa naša znanstvena, simpozijalna in vsa druga srečanja dobijo še nek nov odgovor, drugačno besedo. Dobijo besedo tistega duha, ki pogosto ne govori strokovnim izrazoslovjem, ampak govori s srcem. In zato je, draga Tjaši, tako zelo blizu v tvojemu razumevanju duha, ujemanju duha, dajanju in darovanju teh spoznanj, pravzaprav literatura in še toliko bolj poezija. Zato sem za današnji večer zbrala nekakšen duhovni dialog med pesništvom, med pesniškimi zbirkami, ki so išle pri Slovenski Matici v naši zbirki Mozaiki in med teboj. In prepričana sem, da bo to prav posebno doživetje in druženje. In če sem omenila, kako pravzaprav celo leto znova in znova, zdaj že tretjič zapovrstjo čakamo, da se nam bo Tjaši pridružila na Slovenski Matici, je pravzaprav tudi poezija neke vrste čakanje. Čakanje na pravo besedo, iskanje navdiha, iskanje tistega izraza, ki bo nekako opeka sveta, človekovega bivanja in njegovih humanosti. Kako pa je s tvojim čakanjem in pričakovanjem tega dogodka danes tukaj, kako tečejo ti dnevi, meseci, ko smo povezani zgolj nadaljavo? Ja, tako, mislim, izjemno sem vesela, verjetno tisti, ki me poznate, veste, da zelo izražam to srčno kulturo in se ne delam fino, tako da če mi je nekaj lepo, jaz to povem in pokažem, tako da sem zelo vesela. Kar se Matice tiče, tako ves čas pravim, da vsakeč, ko pridem v domovino, je posebej čustveno, ne? Ko pridem v domovino, da lahko v bistvu se pridružimo Matici, meni ogromno pomeni. Pomeni mi tudi primarno, mogoče tudi, ne samo zaradi ponosa, zaradi Slovenije, zaradi emocije, ker pač ko greš v to tujost, začneš ceniti to, kar je tukaj še neprimerno bolj. Je zame tudi osebno, zelo osebno. Namreč, tako, vsakeč se spomnim zelo na očeta in na to, kako neverjetno ponosen mora biti name, ko tukaj tako sedim. Že ko sem bila majhna, je nekako prepoznaval meni to drugačnost. Mes ga je zelo jezilo, ko sem šla v šport. In mi je bil škoda potencijale, je rekel, joj, kaj ti v tej športu počneš, pa tako sem se ga dokazovala, pa bila ta najboljša, bo vse, kar zraven paše. In je vedno pravil, ne, tvoja pot je nekaj drugega. Jaz takrat seveda nisem si približno predstavljala, kaj ta pot bo, kako me bo zaneslo, kam, niti približno. Ampak vsakeč, ko pridem sem, kot enega globokega ljubitelja besede, srca, slovenskosti, odkar tudi mojega velikega učitelja, mu definitivno Matico vsako leto posvečam njemu in te emocije, ker res ne znam opisati, koliko mi pomeni, tako res ogromno. Kar se tiče, no, kaj sem me vprašala, pa tega, kako se pa ti
meseci pred matico in po matici odvijajo, ima pestro. Ko se daš na službo duhu, ni nikoli mira. To te prime, te odnese, ti govori, pejdi sem, pejdi tja. V zadnjih mesecih mi je zakuhalo pač en zelo dolg post, več kot 40 dni, pač je duh želel, da se na nek način prečistim informacij, zato da bom še bolj čista posoda, da se lahko še bolj nekako stvari utelešajo, še bolj subtilno zaznavati in polno čudežev. Ko sam tako rečem, v zadnjem letu sem bila zelo blizu nekako krščanskim mistikom, zanimalo me je, na kakšen način doživijo to prostranost, to srčnost, to globino, to prisotnost, kaj pravzaprav jim pomeni Kristus, kaj jim pomeni Marija, kako doživijo te like. In ker moj pot gre na vse konce in kraje, se mi zdi, da nekako sem hotela narediti še en krogec naokoli, da vidim, kako je tam na drugi strani morda bolj zelena trava, ampak klicu se nisem mogla izogniti, tako da zadnji meseci so bili, kar se ne tiče, tako majhno tako krasno svetišče, majhna kapelica na Nizozemskem z imenom Granat Kapel, to je v bistvu kapelica upanja in videnja, čutenja, energije tako močne, da jih telo včasih skoraj da ne vzdrži več. Po drugi strani pa razumevanje, zakaj. Ker se tudi kolektivno nezavedno spažam, se sidrajo trenutno tako močni vibracijski tokovi, to opažam pri ljudeh, mogoče s katerimi delam, da mora biti, ko gre človek po svojem notranjem kaminu, lahko v tem nezavednem dam en tak, eno lučko, tukaj je izhod. Tak občutek imam, da z duhom delava na tem, da se pomaga tako duši kot telesu, kot umu, kot vsem čustvom, ki jih v duši bivajo, morda en tak smerokaz, tukaj pejte, čeprav se zdi, da je mogoče v umu veliko megle. In tako z duhom potujeva in ni nikoli dolgčas in nikoli mir. Omenila si čiščenje, očiščevanje, čistost. Zato morda kar k tej pesniški zbirki Roberta Simoniška, ki je tudi naslovljena Vračanje k čistosti. Zadnja, ki smo jo izdali v tej zbirki in sam govori na tak način v eni od svojih pesmi, kako se približati duhu in duhovnemu. Ko te vprašajo za motiv, se zaveš, da modrenje pripada filozofskim dušam in tistim, ki ne podležejo idejam, kakršne vzgajajo na sestankih in na ekranih. Rojstvo, ki mu prisostvuješ, se zgodi brez napovedi in napreza. Najprej za očmi, gubanje modnega oblaka, napolnite in preplavi med jutranjimi vajami in resnejšimi razmeri. Netenje isker in ugašanje, približevanje verodostojnosti med običajnimi rituali. Vsa tvoja orodja so vgrajena v predele telesa in duha. Obkrožena z asistenti, ki bdijo nad napakami, osredotočena na poseg, na odmišljanje motečih dejavnikov, kot pri kirurškem posegu. Vsi računi ne morejo biti izstavljeni v to stranstvo. Zagrnejo jih listje, promet in ozvezdja med oglaševanjem partitur, opazovanjem neke slike, v čudenju ob dogodku ali pogovoru, ki te izpolni. Dotikaje se izmuzljivih povezav, ko ne veš, ali si storil dovolj, da vzbudijo zanimanje še pri kom drugem kot v pesniku, ki gleda v isti kos, pa vidi in čuti nekaj tretjega. Dve izhodišči za najin nadaljni pogovor. Govorila si o svetišču in tudi pesnik pravi, vsi računi ne morejo biti izstavljeni v to stranstvo.
vendar, kako potem v tem to stranstvu prebivati? Filozof Sokrat je rekel, da je pravzaprav vso naše bivanje nekakšna priprava za smrt. In pesnik v zadnjih verzih zapiše, da ko gleda isti gozd, vidi in čuti nekaj tretjega. Nas lahko popelješ na to pot k tretjemu? Ja, tako poskusila bom z zvokom. Mislim, da bo tako najlažje v trenutku, ko bo časa to. Nam zdi se, da lahko z zvokom se dotaknemo in s frekvenco, se v bistvu gre za zvok in frekvence, ki se v tem spuščajo, v te svetove, ki prevzamejo, bom rekla, misli, prevzamejo čutenja, prevzamejo somatiko, prevzamejo podzavest. In samo opažam, da na eni točki mi Duh zelo jasno mi nagovori v nekaj, kar kasneje razumem petje v jezikih. Potem mi da pojasnitev, da prihaja čas, ko pravzaprav bomo želeli vedeti še več o tem subtilnem onkraj umskem bitju. Ko tako opazujem danes ljudi, kako hrepenijo, s kakšno lakoto se v bistvu budijo v iskanje, opažam, da živim res v zelo, zelo posebnih časih. In sama na nek način opažam, da so stvari, ki jih lahko besedim, vendar je ogromno tega, kar ne morem. Ogromno tega, recimo, pomeni kirurgijo. Ko recimo pridemo, ne vem, delam s skupinami, večkrat rečem, da delamo nezavedno dušno kirurgijo, ker se zdi, to bi lahko tisti, ki ste to okusili, tudi potrdili temu, da to včasih tudi tako zgleda. Ko prepustiš popolnoma duhu, da odigra ta koncert in sočasno imaš lahko 20 ljudi, na katerih sočasno pač ta sila deluje, ti morda vidiš okruške tega, kar se dogaja, na koncu pa dobiš z njihove strani potrditev, da se pravzaprav sočasno lahko vse dogaja. In jaz mislim, da smo povabljeni k temu, da zapremo oči, da morda včasih tudi zapremo usta in samo gledamo, ker resnično je v bistvu skrito v čem in skrito tudi našemu glasu. Jaz, hvala Bogu, si na Nizozemskem lahko privoščim veliko tišine, zato to je tako uživam, ko pridem sem in govorim, ker pač tam večino svojega časa ne govorim in opazujem. Tako da mislim, intimno, popolnoma vsako besedo resoniram, kakšen je to svet in všeč mi recimo res, ker poet lahko svojo lepoto besed in frekvenc, ker to niso zgolj besede, jaz se pač frekvenčno doživljam ta odtis, kako je v bistvu lahko vsak trenutek je res, kot je neko pisano platno, ki se konstantno spreminja. Včasih mi je žal, da ne morem risati, da imam pa za to zvok, ampak tako, ko vidiš, kako se na tem platnu življenje konstantno spreminjajo in če seveda dovoliš, če svojim umom ne fiksiraš slike in ne ustavljaš tam, kjer je, ampak samo dovoliš, kar so rekli recimo krščanski mistiki v zamaknjenosti, jaz pa pravim v prisotnosti, ker jaz se ne zamikam, jaz samo mislim, da sem zelo prisotna, sem ne, da nekdo, ki je v umu, je morda za moj okus malce zamaknjen ali disociran iz te prisotnosti, ki nam je vsem dan. In pravim, tukaj je pretočnost ključ in je krasno to čutiti v poeziji. Omenila si tišino, kako moramo zapreti oči. Pesnik Brane Senegačnik pa pravi v svoji pesmi Nihče ne ve. Nekdo je rekel, tišina ima oči. Nekdo je rekel, temno zlate. Nekdo, da z njimi vidi skozi vse čase. Nekdo v njih piše, da te ni. Je voda, ki priteka od nikoder, svetlikasto pršenje česa. Je travnik, ki se vanj oko pogreza, v zelenem vetru, srd usode. Kapljajo zvoki,
ti odhajaš navzven, navznoter, črte se topijo, nihče ne ve. Življenje je prosojno. Nihče ne ve, kaj se zares dogaja. Notranji drž ti moči kožo. O, blizu čas je, postopil boš tišino. Tišino pogosto seveda povezujemo tudi s strahom pred ničem. Ta tvoja tišina ni domovina ničem. A ne? Daleč od tega. Čeprav po svoje tudi nič in vse, ne? To je tisti del, ki mislim, da pa velikokrat zasledim ljudje, ki so čutno nekako to, mislim, doživljamo podobne izkušnje, da govorijo o tem, nič pa vse hkrati. Ne? Tako težko opisati, kaj to vse pomeni. Vse v smislu, recimo, da se v tej prisotnosti potencial vsega, kar je, pretaka in preliva, tako kot konec koncev, če sta najkrasen pogovor, ne? To vse teče. Pa nismo nič vadne zdaj par mesecev pred tem, da bi to tako zgledali. In to je meni tako, yes, kako te sam vem, kaj bo naslednji korak. To je to pretakanje. In to je ta zrcalna slika tega pretakanja. Na drugi strani se spomnim, ko je oče enkrat me je tako vprašal, me je rekel, ja, kaj bo pa bolj? Kaj je to? Ko se ne matraš, pa ne probiš ugotoviti, kaj je bil zelo, njega vse zanimalo v tem moškem principu, kako to vse vedeti, vse obvladati, vse liče, gor in dol, ne. In potem jaz sem pokašica in tam pridem in začnem razlagati te stvari in spravim tega po duhu iz te kozmične biblioteke in me gleda, od kje? Ja, da, od tu. Ja, kako? Saj nisi nič brala, tebe je zanimalo, bojke, kako je to mogoče? In jaz sem, ja, pač takle imamo. In vsi, to je, jaz sem mnenja, da to pač samo res ena, dobro, je neka milost, ne, da izpustiš, da se tvoj um na nek način preda temu, ker jaz mislim, tega z eno globoko predajo, ampak to ni, res ni praznina, ne, in potem jaz sprašujem, ja, kaj pa pol, kakšen je smisel življenja, ne, če vse veš, pa tako, ne, se govorijo, ja, to, veš, ko te potem to pelje na takšne in drugačne potovanja, ti to moraš pol biti v službi tej sili, to ni, da ti postaneš, ne, sam sebi namen, pa da meni bo fino, ne, od trenutka, ko se je to zgodilo, ni več tako, ne, ti je fino, seveda ti je fino, ker živiš v ljubezni, ampak včasih te pa tudi tako pahne čez rob in ti slediš in greš in si strasten in mislim, res, to je moja življenja taka avantura ratala takrat dalje, da ne bi rekla, da je to dolgčas, ne, to se samo riše in riše, ampak je pa en mogoče en fenomen, ki bi rekla, da pride s tem, da ničesar ne grabiš, ničesar si ne lastiš, stvari tako hitro pozabljaš, kot jih vidiš in vse vidiš. In sočasno v umu, recimo, se ne, ni tega, ne, da bi jaz mislila, to moram vedeti, to se moram nažreti, to ne, to bi bo prišlo prav v tej knjigi, to bi bo prišlo prav, da vem, na tem nastopu. Ne, nič, sam prazna posoda. Prideš in zaupaš in če ne vem, bi se zgodilo, da bi se mogla danes biti tle tiho, pa pač bo tako. Se mi je celo enkrat zgodilo, se sem šla manjci poširili in joj, ne, si rečem, mama mija, ne, to tako lepo, kaj zdaj pa to bo, ne, zaranljivo je to promocijski dogodek, ne, ljubi, ne. In pridem tja in je res vse šlo tako nek, da ni, ne, da pač trenutek ni bil, da bi se to zgodilo. In pol, ne vem, dobim jaz neko poezijo, vse še danes, ne vem, točno vedno nekaj od Hafisa je bilo in tisto preberem, ampak je pa tako močno, tako je resoniralo, tako je odklepalo. Jaz sem celo dvorano videla, to je samo letalo gor pa dol, ta sila, sem samo rekla, to bo vse, kar bom jaz povedala. In pol tako manjca še kaj, ne, tako like, priložnost, ne, da jaz tukaj klepetam. Ne, to je to, ne. In ona seveda, ki je bila vedno zgovorna in tako, ne, prav ni bilo nič jasno. Pol mi tako piše, če tako napiše, ne, SMS se spomnim. Zdaj razumem, drugi dan, ne. Zdaj razumem tvojo tišino, ne, tako, ker na začetku je pa malo bilo, ne, malo neugodno vsem, ne. Ampak glavno to je fora, ti moraš na nek način vzdržati v tem, da na nek način ne igraš ničesar, ne, da pač je, kar je. Če se ona odloči, že recimo, če sem jaz v službi njega,
da bo to tako, kot bo, tako pač bo. Tako so tudi recimo Nada neko slišala prvi, samo en pravzaprav zvok. In je rekla, pridi, gremo pač posnet še kaj več. Jaz nisem stala, ne, po mikrofonu. In potem od tega več je nastalo to. In pravim, bo tukaj, dokler bo to potrebno, in ko več ne bo, jaz ne bom zgradila moje zgodbe, moje identitete okoli tega, recimo, ne. Jaz sem taki pojem v jezikih. Ne, ono je. Karkoli bo ono želelo od meni, to se pa zgodilo. Jaz pa bi rada igrala odbojko na mivki, pa ne morem, ki sem si koleno razbila. Ravno smo marsikaj slišali o igranju vlog, v katere smo porinjeni. Toliko bolj v nekem mestnem okolju in življenju. Danes smo se na nek način umaknili iz teh ustaljenih soban, modrosti, javne modrosti in učenosti v prostor intime, zraka, diha, piša. In tudi pesnik Robert Simonišek vzklika takole. Stran od smoga, jekla in asfalta, od kavarni in restauracij, betonskih skladov, viaduktov in avtocest, od togih poročil in pogodb, med temne, zaobljene hribe, kjer diši po lesu in ljudje v svojih drobnih ponovitvah in oblačilih iz pozabljenih desetletij kraljujejo svojimi kretnjami in skromnimi načrti. V bližino vodnjakov in obronkov, ki jih zakriva zgodovina. Plesti svojo pajčevino, se zagubiti v obrambljene pojme in razmerja, prezračiti misli, jih prilagoditi nihanjem med dišeče zemeljske reči, tja, kjer švigajo zajci, kjer izgubljajo moč aplikacije in čmrl zmoti premislek. Med vrati in kozolcem, kjer splahnijo stari žulji, podarjena misel poleti v sijoče, veličastno popoldne. V šivi nizkotnosti in zavisti vsakič znova se je treba sestaviti, se podati po razsušenih poteh, razbirajoč strune v jazih, se zaviti v zrak, dihati nerazmozljive ure ali čakati na poševen dež. Tudi, če se dolgo nič ne predvedi, če ni nobenih znamenj, nobene koristi, ne zahvale. Pa naj v duhu Roberta Simoniška vprašam, kako lahko mestni človek, ki ga jaz pogosto imenujem tudi razkoreninjenega človeka, ker v betonski džungli ne more pognati svojih korenin. Kako lahko ta človek, ki smo ga nekako izsekali iz teh prostorov, kjer čmrl zmoti premislek, kako lahko vendarle še ta mestni človek stopi v te prostore preprostosti, brez aplikacij. Tako mogoče bi rekla, če izhajam iz tega gneče in frekerja Nizozemske, glede na to, da pač živimo v enem takem prostoru, kjer je ogromno šumo, zato mi mogoče tudi to smetišče tako dragoceno, ker recimo prav lahko doživi človek, ki je čuječ, ko stopiš samo noter v to polje, jaz vidim, da vidim, sicer pa z očmi kar težko vidim, ker je tako prerešetano s frekvencami, s drugačnimi umetnimi vibracijami. Torej, obstajajo verjetno neki otoki, ki so nam bili dani, tako da jaz bi mogoče čuječemu lahko takrat svetovala, da naj te otoke poišče, ker meni je to svetišče bilo kot Sahara vode in še zdaj, ko me čakam, tako vem, da po letu, ko pa letem, se bom šla tja zmarinirati, kot da s tem rada rečem. Verjamem, da smo tukaj tisti, ki na nek način imamo to pot, ki nam je bila dana.
sanjamo o tej hišici, tudi sama sanjamo o tej hišici. In verjamem, da se bo resničila, kamor se bom šla odpočiti. Potem pa na nek način nekateri izmed nas smo kot morda neki bojemniki prisotnosti, da jim nosimo to sporočilo, da jim skozi pisano besedo, skozi pesem, poezijo in na ta način frekvenčno poskušamo nekako jim približati, kaj se dogaja, predvsem tistim, ki se budijo. Ker sem mnenja, da tudi od viška se zelo rad zbudi, hvala Bogu, en odpor. In jaz mislim, da je ta odpor neka rešilna bilka morda za marsikoga. To kažem tudi v Amsterdamu, ko morda ljudje imajo že malce dovolj vsega skupaj in se spreminja in iščejo rešitve in iščejo točke, kjer bi lahko si oddahnili. Verjamem, da z povečanjem frekvenčnega valovanja vseh teh umetnih tehnologij bo temu primerno tudi, mislim, da odpor višji, ker že zaznavam, da imajo ljudje dovolj, čutijo. To pa lahko povem zato, ker če se na nek način razvija umetna inteligenca, sem mnenja, da se naravno ne daje. Sama pač imam dialoge s čim morda tako še višjim, če rečem, kot človeška naravna inteligenca, ampak res ta naravna inteligenca, ki zaobsega vse. In zdi se, da nam nekako na vse načine poskuša pošiljati sporočila, zelo jasna in močna. Tukaj sem, čas je za to, da me slišite. In jaz ne vem, odkot to vem, ampak že nekdaj pač imam to močno sporočilo. Še preden pravzaprav sem začela opazovati, kako se je to začelo širiti po zahodnem svetu. Če recimo pogledate Amerika, na nek način se tudi spreminjajo stvari, ne glede na to, kaj mi vidimo v medijih, kaj mi vidimo v politiki. To je izključno, to je samo en mikrofragment realnosti, ki jo živimo. Je glasen, manipulira, ja, ampak življenje je onkraj tega. In tam sem usmerjena, tam se sliši živost in življenje in tam so ljudje, ki iščejo rešitev. In vem, po tej situaciji zadnjih let se morda marsikdo je utopil, disociral, se umaknil, ker je bilo preveč količine, kar pomeni, da je treba samo še več zdravljenja. In če se recimo gledam, kako močne so te frekvence, s katerimi recimo danes poskušam prevajati ta sporočila po predleti, so tako močna, to je tako potentno in nisem sama v tem. Sem ne, da teh tipjev svetlobe nas je veliko in to gre eksponentno naprej. Samo ne smemo dovoliti, da naš um nas zavede. Samo to. Hvala, ker si upozorila, da je tudi predoziranje z hrupom sveta tisto, ki bo nekako odrešilo humanost v človeku. Pa vendarle ne moremo govoriti samo o mraku, bi rekla, tega vsakdanjega življenja, nekega mestnega trušča, hrušča, v katerem izgubljamo sami sebe. Spregovoriti je vendarle, čeprav želiva govoriti z lepoto, z upanjem, z optimizmom, tudi o nekako prisotnosti oziroma odsotnosti zla v človeku. David Bandel je izdal pesniško zbirko 11 let in pol tišine. In zakaj je izračunal 11 let in pol? Ugotovil je, da bi trajalo 11 let in pol, če bi samo 1 minuto molčali za vsakega umrlega v koncentracijskih taboriščih. Njegova pesniška zbirka je posvečena vsem, ki so utrpeli v Auschwitzu in zdaj bom delila en tak portret, ki ga je zapisal. Ime mi je Sani Modiano in sem preživel. Vsakič, ko se vračam, Diane peljejo, čeprav bi bilo prav, da bi hodil. Vse še vidim. Včasih tudi to,
česar nisem še nikdar. O teh stvareh govorim le deloma. Vsi me poslušajo in včasih jih ne zaznavam več, ker se spominjam, kako so mene in očeta ločili od sestre, ki sem jo kasneje videl za bodečo žico. Nisem bil prepričan, da je ona, ko se mi sramežljivo pomaknil in je odstranila. Naslednji dan sem čez žico pustil kos kruha zavit v papir. Ko sem se vrnil tja, je bil paket na moji strani in v njem sta bila 2 kosa kruha. Vsakič, ko pridem sem, spet stopim k žici in čakam, da jo pozdravim. Neverjetna moč človeka, da s podobo kruha govori o tem, kako premagovati zlo. Ja. Je moč ljubezni, ki jo premoremo, ki je v neki milosti, bi rekel, ostane, se godi, če recimo govorimo o svoji zgodbi isto. Misliš, da ti bo vse vzelo, misliš, da boš na 1000 delcev in fragmentov se razsul, ko zlo, ki mu samo pravi vetiko, išče, nagaja, vrta, se uteleša, preneha, se znova zgodi svetlova, to je tak zanimiv ples. Ljubezen ostaja. To daje meni neskončno upanja, glede na to, da v zadnjih letih mi konec koncev duh pokaže tudi ogromno trpljenja. Moj pot nisem pot sladkorne pene. Pravzaprav bolj bi rekla pot te celovitosti in iskrene ljubezni. Tudi v tem, ko vidiš pravzaprav, kako daleč lahko človeško bolečinsko jedro, ker na nek način je tudi odsotnost od ljubezni, se človek tako odtuji v teh svojih notranjih vrelcev, da je sposoben iti tako zelo daleč v objem tega zla. To zlo tudi s časom potem koegzistira kot neka energijska, nevidna, neutelešena sila. In zavedati se tega izjemno pomembno, je pa res, da prosim Boga, mi pokaže vse to. Nam je da tudi moč, da vidim ono in da moje oči ostajajo zazrte v to in od tam na to pravzaprav se napajam, od tam vidim to lepoto in od tam tudi mi izjemno veliko pomeni to videnje, da vidim zlo kot nek milni balonček tega globokega pozabljenega stika s to silo in na drugi strani to močno pozorilo, gled mene. Nalagam ti veliko, zato da čez svoje polje in čez svoje srce izpustiš to trpljenje in te krike, in včasih je res zelo veliko, kot nekdo, ki delam z energijami, ni enostavno, ampak sočasno mi pa nenehno prihaja to močen notranji klic, imej oči zazrte vame in nadaljuj s tem, da sproščaš, spreminjaš in se na nek način z milino in z ljubeznijo in z milostjo utelešamo. Pa ne govorim samo zase, ker to ni moja osebnost, to je sila. In ta sila se dotika. In ko recimo mislim, recimo ne vem, tako bom dala primer, pride mogoče kdo k meni po pomoč in si rečem, oh my gosh, kako naj jaz tem človeku s takimi branimi mehanizmi, s konec koncev jezo, besom. Ker če psihološko recimo na nek način v človeka utelešeno zlo razdeliš na mikrokončke, ne boš na koncu videl tudi lahko je bes ali jeza na Boga, zakaj si me zapustil. Vsak ima neko zelo brutalno zgodbo lahko v svojem momentu, morda bi ni doživel on, lahko je to zapisal DNK-ji. In enostavno vidim, da mi vse znanje v mojem umu psihologije ne pomaga, ko pride tak človek pred tvoje polje in takrat moram absolutno prepustiti duhu na istoriji, kar ima za narediti. In tam lahko vidim največje čudeže. Ko res, ko prepustim tej sili in potem pride človek in
ima videnja in vidi stvari, ker si upa za trenutek zaupati. Ma ne meni, sili. Kar meni daje upanje, da je lahko eksponentno hitro morda v kvantnem polju zadoneti v tem drugem bolj naravnem, bi se rekla, ritmu in utišati ampak ne bo šlo brez boja. Išče svojo domačnost. Tako kot pri nas intimno, tako kolektivno. To več čas nekako opažam in vidim. In tako kot se sam posameznik pri sebi mora nekako predati tej sili, nekaj, kar zelo neradi slišimo, torej, da se damo na voljo, da smo ponižni, zelo se fajtamo. Ta človeška želja potem, da smo bogovi, je res ena hecna reč. In eno močno povabilo bi se rekla, te sile, dajte vendar že enkrat izpustiti, prosim vas, smo toliko ljubezni na voljo za vas, da in ne boste verjetno niti zmogli konzumirati v eni, ali pa več življenja. Govorila si seveda tudi o kolektivnem besu, o kolektivne jezi, na drugi strani o tem, kako zelo predan je bil slovenstvo, tvoj oče. In seveda tudi Slovenci imamo nek tak temen oblak, temno senco nad seboj. Pesnik Brane Senegačnik je to ubesedil v pesmi, ki ima seveda simbolni naslov 27.4.2016. Vemo, kaj se je zgodilo 27. aprila. Ta izredno pomemben upor Slovencev zoper takratnega okupatorja. Hkrati pa je podnaslov te pesmi pozno aprilski sneg. Ker vemo, v kaj se je potem ta upor spremenil in prelevil. Takole pravi Brane Senegačnik. Razsekana telesa velikanov, nedolžno listje giblje plitev dih. Še žive so oči, pomlad je v njih in vse življenje, ki je že končano. Prišel je kakor nedoumen stih, neslišno, naglo, nepričakovano. Bil je kot cvetje z jablan, bel in tih. In pustil sled je, vedno svežo rano. Z aprilskim zrakom zraščena brezimna zloba, prestrašeno zelenje in grozdni cvetje, počasi bodo spet postali na oltar. Saj dolg je dan in blizu rok poletja. Tako nastaja jutri, čudežna svetloba iz zlomljenih kosti in iz utvar. Kako naj med nami končno nastaja ta jutri, ta čudežna svetloba, ki jo bomo znali uzreti tudi na utvarah in tudi na zlomljenih kosteh. Morda s predajo danes tukaj, o tem tukaj in sedaj se zelo veliko govori. Recimo delam s slovenskimi zavednimi in z ljudmi, ki pridejo k meni, se pogosto recimo znajde ta specifična rana. Ob njej je še recimo rana slovenske ženske in njena bolečina. Recimo, če bi rekla, da ste dve taki nočni rani, ki se konstantno pojavljate v nekaterih veliko delam, recimo, se pravi, eno so recimo te individualna dela, ko človek čuti potrebo, da želi to iz sebe spraviti in se pač v enem takem zanimivem polju to da storiti. Seveda, če posamezniki to rešujejo in izpuščajo, se s tem tudi kolektivno nezavedno skupine spreminja, kar je logično, ker skupaj bijemo kot neke celice v enem organizmu, to je videti. Nisem edina, ki to delam, vidim, da se ta trend
ta potreba posameznikov, da to izpustimo, to zelo raste. Zavedati smo se začeli vedno bolj o DNK-ju, zapisi, ki jih imamo. Jaz se spomnim recimo moj na nek način prvi učitelj tega dela čiščenja kolektivno nezavednih ran je bil ameriški zdravilec Ken Page. On me tudi iniciral v to, da lahko danes to upravljam naprej. On je bil zaljubljen v Slovenijo. In kot tujec je morda lažje si dovolil v svojem polju čutiti to bolečino vsega, kar se dogaja med vojno, po vojni. Čutil je zastale fragmente zavesti, duš, informacij in intenzivno delo na tem. Zanimivo, da temu sedaj govorim, ker sem ravno danes nekomu razlagala, očitno je to danes moglo ven, da je bil en najzahtevnejših in najtežjih healingov, tudi mojih za Slovenijo ta, da sem nekako vstopila z zavestjo v to polje tega trpljenja skupaj, s pomočjo seveda teh sil, ki naj vodijo. In on kot moški in jaz kot ženska in on kot nekdo, ki ni od tukaj in jaz kot nekdo, ki sem, se posodila kot nekakšni frekvenčni telesi, da se je to sproščalo, spuščalo. In zakaj to govorim? Ker se dogaja stvari, ki morda jih ne beremo v medijih, ki jih ne bomo morda nikoli vedeli, ki pa jih Sveti Duh na nek način utelešen in resničuje na take zelo zanimive načine. In znova sem potem priseljala upanju, to je veliko upanje, da se dogaja toliko dobrega v teh svetovih, ki jih še res ne poznamo, ampak zdi se, da pa vedno bolj gremo proti temu, da se nam to odstira, te tančice postajajo vedno bolj vidne in jaz verjamem, da v nas prihajajočih letih se bo tudi vam dogajalo veliko več tega, da bo jasno, da vam bo vidno, da bo dotikljivo. Jaz ne vem, ko se spomnim na začetku, ko sem te stvari doživljala, seveda, kako močeš to sploh povedati, kako to izgleda. Potem s časoma, počasi, ne vem, ko sem delila z ljudmi, pa so oni doživeli v bistvu to silo, pa potem sem videla, kako je šlo to naprej eksponentno. Ampak to ni treba samo delati, to ni recimo samo v mojem kontekstu zdravljenja. To gre, to se spreminja, to laufa, to ne, samo je res. Bolj bomo mi navezani v to, da je to nek del naše identitete, lahko je del naše modrosti, lahko je tudi naše zgodovine, to je nek poligon, iz katerega se učimo. Če jaz intimno govorim, lahko bi recimo danes to sedela kot žrtev, kot nekdo, ki me je življenje teplo, ki me je vzelo vse. Mamo, očeta, brata, domovino, koleno, življenje, zdravljenje, skratka sem na športu, to je bil moj life. Vse bi lahko tu sedela in se mariniralo v tej misli. Ne. Kaj je mene to naučilo? Kaj lahko iz tega jaz danes prinesem? Kako sem lahko še boljši človek, še večji človek? In bi morda to zrcala nazaj nezavedno. In poskušamo, na nek način poskušamo puščati te kamenčke, odtise, zato da bo morda tisti, ki pridejo za nami, po nekem efektu medulju lahko ta semenčka razvijali v malce drugačne rožice. Ampak pravim, so sile, ki čutijo to spremembo in se sedaj pemtijo in kažejo in izgleda, kot da je to ur nebes, ampak ni en sveti spis, ki nas opozarja, ne, bo ostanite v srci v tem času, ker to je močna resonanca, to je v bistvu to polje, prinaša to celotno spremembo, v katerih repenimo. In mi imamo samo to. In če neki kamenčki ležijo na našem srcu, je treba narediti domače nalogo. Kram pa lopato. Tle noter se začne. Tle. Šele potem, ko se to dovolj osvobodi, gremo dalje. Pravzaprav sem za zaključek najnega pogovora prihranila poezijo ženske. Miljane Cunta, pesnice, ki nas svojo poezijo ves čas vabi, bi rekla, od tuzemskosti
etru, v eter, v tista nadzemska olja in zato uporabi metaforo pilota. V sosednjem stopnišču živi pilot. Kot bi bil eden izmed nas, ureja okolico, nakupuje, ob nedeljah čisti avto, ima družino in nekaj časa zase. A v nekem trenutku izgine, kot bi se pogreznil v zemljo in vrsto dni ga ni na spregled. Nihče nikdar ne ve, sredi katere noči vzleti in kam. Nihče, kdaj bo spet nazaj. Vsakič znova zastavljeno vprašanje nas bega in vznemirja. Zato si zamišljamo, ugibamo, kako je vstopiti v začasno bivališče, pustiti za seboj tla in se dvigniti do zvezd, biti varuh tolikih življenj, spominov, sanj, želja, jih v zraku ohranjati v zavidljivem ravnotežju, ne pustiti, da se kdaj nagnejo v smer strahu, sam sredi izpraznjenega neba držati smer. V gosti noči, ko večina mirno spi, razbirati zračne hodnike, omotane v zlato runo zvezd, prepoznati nevidni smerokaz in se držati svetlih cest. Utišati srce sredi turbulenc, ne trzniti med votlim padanjem navzdol, strastno zaupati v milosten dvig in v nekem trenutku napovedati nepredstavljiv mraz, vrtoglavo višino in koordinate nekega drugega prostora in časa. Hladnokrvno in spokojno, kot nekdo, ki razume jezik sanj. Daleč zadaj, če sploh še kje, nekdo, med začetkom in koncem, vse možnosti odprte. Poljubnost izobilja, razen misli na pristanek in te dlani, ki pridržuje vse, kar se počasi zlaga v pot. Kako je gibati se dostojanstveno, kljub teži plovila predano in lahkotno in naposled, ko se na skrajnem robu modrine zasveti kopno, oddahniti si, kot takrat, ko v posebej blagih večerih pripotuje pesem z enega na drugi breg cela. In danes je tak blag večer in verjamem, da so pesmi pripotovale z enega na drugi breg cele. In ker je tak večer in ker smo v objemu poezije, lepote, duha, te prosim, da nas zdaj ti popelješ do zvezd. Super. Potem pa tako predlagam, za začetek, da zaprete oči, glede na to, da z očmi zelo radi kontroliramo, kaj se okrog nas dogaja. In tudi sama nekako subtilno doživljam svet, zelo rada zapiram oči. In si predstavljaš, kako narediš nekaj vdihov in izdihov na sredino svojih fizičnih možganj. S tem na nek način vračamo svojo pozornost, ki pogosto je zvedava ali pa na nek način kontrolira po okolju. In velikokrat pozabimo ta svoj fokus vrniti nazaj domov. In te vabim, da vsaj za trenutek, kratek trenutek, poskušaš zaupati
čutiš, kako je tvoje telo varno, kako stolica na nek način ti nudi nek varen zagrljaj, ko reče temu objemček. Tisti, ki sedite na stopnicah, je to podlaga pod tam. Telo ve, da je sedaj varno, ko ni potrebno po prostoru opazovati in se počutiti morda malce nevarno. Narediš nekaj nežnih vdihov in si predstavljaš, kako z vsakim vdihom vdihneš to plemenitost, vse nutriente, ki jih lahko življenje v tem trenutku ti podari, tako čisto tekočo svetlobo in drzni si z izdihom izpustiti vse, kar te omejuje, tvoje obrambe, morda vloge, ideje, podobe, ki jih imaš o tem, kdo ne bi ti bil ali bila. In naj se ustvarja tak krogotok med vdihom in izdihom, stik med tabo in izvorom. Ko prejmeš in daš, ko si dovoliš samo za trenutek ali večno biti ta prazna posoda, v katero se v tem trenutku uteleša novo, nepojemljivo. In iz te točke je morebiti tudi umu lažje izpustiti to idejo o tem, da mora držati nadzor nad tem, kar bo in tem, kar je bilo.
počutiš malce svoja stopala. Najprej levo, nato desno. Pomagneš roke pred sabo. In po želji ostaneš v tem polju, odpreš očke ali pa ne. To prepuščamo. Hvala, Tjaši, ker si tudi k nam na Slovensko matico prinesla ljubezen, globino srčne